Lepo pozdravljeni in dobrodošli z naše volilne kavarne. Tukaj, kot ste že vajeni, pripravljamo studijske pogovore v našem posebnem studijskem kotičku volilne kavarne. In danes je z nami kandidatka naše skupne liste, Tanja Brajer. Lepo pozdravljena in dobrodošla. Lepo pozdravljena. Nisi prvič tukaj, ne? Ne, nisem, sem že bila 2-krat. In kako se ti zdi? Ja, luštno. Tlele me gospe vedno pričakajo s kavico, z luštnim pogovorom, tako da prijetno vzdušje res. Tako da vabiš verjetno še druge, ne? Ja, seveda, vabljeni, pridite na Miklošičevo. Tako je pač mimo grede, ne? Pa še kavo lahko vzamejo za sabo. Imeli sva že en pogovor tik pred začetkom kampanje in takrat sva se vikali, zdaj pa že teče kampanja, velikokrat sva se srečali, tako da verjetno se strinjaš, da sva zdaj že lahko na ti. Seveda, seveda. Si slovenska inženirka, lokalna političarka in tudi družbeno aktivna prostovoljka iz Zasavja. V Zasavju tudi kandidiraš. Znana si po svojem sodelovanju pri humanitarnem in ekološkem projektu Manj svečk za manj grobov. Kakšna je izkušnja iz tega projekta? Ja, izkušnje so zelo dobre. Ljudje zelo dobro so sprejeli to akcijo. Tudi počasi se zavedajo, da res takšen kup sveč res ni potreben, da se lahko svojih dragih, ki jih ni več med nami, spomnimo tudi na kakšen drugačen, bolj ekološki način. In ta akcija zelo lepo napreduje. Naprimer v Zasavju je zdaj potekala že 17. leto in se res pozna, da je veliko manj sveč. Drugje po Sloveniji se tudi širimo svoj glas, še nimamo toliko uspeha, ampak mi ne bomo obupali, delamo naprej na polno in tudi upamo, da enkrat bo res Slovenija imela minimalno število sveč. To je naš cilj. Hkrati pa pomagamo humanitarno. Vsak kraj zbira za svoje namene, tako da res pomen in namen akcije je res krasen. In vse stranske tudi, ne? Tako. Je bila to tudi tvoja nekako vstopnica v politični svet? Pa ne vem, ne bi rekla, da je to vstopnica. Jaz bi bolj rekla, da eno z drugim se je povezalo, no. Vedno je pa pri meni glavni ta čut, no, da želim res za skupnost in za vse narediti, da bojo se imeli bolje in lepše. Vedno me žene ta čut, no, in ta potreba skoraj, da. Verjetno iz tega izhaja tudi kandidatura za poslanko. Za tabo je že kar, se pravi, velik del kampanje. Kaj opažaš med kampanjo, kakšno vzdušje je, ne vem, mogoče s kakšnimi idejami, komentarji se ljudje obračajo nate? Ja, moram reči, da je vzdušje res dobro, no. Večinoma ljudje k meni pristopajo s pozitivnimi željami, s pozitivnimi predlogi, tako da res se dobro počutim med kampanjo. Smo že malo utrujeni, ampak mi delamo naprej, ker res želimo samo najboljše za Slovenijo in seveda za Zasavje. Tako da je res lepo med ljudmi, da vidijo, da lahko nekaj pripomorem Sloveniji, no, res je dober občutek. Ti kandidiraš tudi v domačem okolju, ne, tako da tudi že sama prepoznavaš neke vrzeli, ampak verjetno si zdaj ob pogovorih z ljudmi še bolj izčistila te ključne točke, ki so potrebne za to, da bi vaše okolje zraslo. Jih lahko mogoče skoncentriraš, kaj bova rekli, na 3, mogoče 5? Ja, seveda. V Zasavju je zelo trenutno problem, da se več kot 50% ljudi vozi v Ljubljano v službo, tako da tukaj moramo res poskrbeti za delovna mesta, poskrbeti moramo, da si ljudje želijo ostati v bistvu v Zasavju, no. Jaz mislim, da je tudi tukaj majčkeno problemov, no, da vozimo se vsak dan v Ljubljano in nam je to kar okej, ampak če je možnost, zakaj ne bi šli nazaj v Zasavje in imamo v bistvu službo pred vrati. Tako da na tem področju bo treba zagotoviti, pripeljati podjetnike v Zasavje in tudi malo bolj prepoznavnost podjetij, ki že obstajajo in ki zaposlujejo, dvigniti, spoznati, nekako povezati tudi, da bojo ljudje ostali doma. Potem druga stvar, ko bomo že službe pripeljali v Zasavje, bodo stanovanja. Trenutno ni stanovanj na razpolago, tako da tudi na tem področju bo treba marsikaj še narediti, da bojo tudi ljudje potem lahko ostali v Zasavju.
Tretja stvar bi pa rekla podeželje. Pri nas na podeželju je zelo slaba infrastruktura, imamo še čisto preveč makadamskih cest, zato tudi na tem področju bo treba delati. Jaz prihajam iz podeželja, tako da jaz zagovarjam podeželje in ko bom v parlamentu, bom ustanovila sklad, ki bo namenjen samo asfaltiranju cest in njegov cilj bo, da asfaltiramo 50 km na leto. Ok, dobro, konkretni cilji, Ja. to je pomembno, ja. Vidim, da ste zelo pozitivno naravnani, ves čas, ko govoriva, se smeješ, zdaj sem malo zamešala vikanje in tikanje, to bomo zrezali. Torej, medtem ko se pogovarjava, si ves čas nasmejana, tudi ko te sicer srečujem, kar ve iz tebe ta lepa svetloba. Kako potem tak človek sprejema mogoče kritike, je to mogoče potem lažje odbiti ali se ravno nasprotno človeka potem bolj dotakne, ker vidi svet lepši, kot ga potem doživi v resnici? Ja, hvala za kompliment. Ne? Ja, res je, jaz sem res večino časa nasmejana, res mora zelo hudo biti, da nisem. Že po naravi sem optimist in jaz verjamem, da se v življenju res vse da, pač če ne čez vrata, pa čez oken. Tako da, ja, tudi negativni komentarji, to me niti ne prizadenejo. Si pa vzamem k srcu konstruktivno kritiko in tudi skušam narediti kaj na tej konstruktivni kritiki, ker v življenju ne boš nikoli popoln in vedno pride prav tudi kritika, da lahko sam sebe izboljšaš in k temu tudi stremim. Zdaj smo načeli že kar nekaj tem, vidim, da te veliko stvari zanima. Po izobrazbi si sicer farmacevtka in potem, ko vse to združiš, si sploh ostala še v tem svojem fohu, da se tako izrazim, glede na to, da te vleče na vse strani? Ja, to res me vse zanima, posod bi bila rada zraven, ampak ja, službeno in poklicno ostajam pri izobrazbi, ker moja izobrazba, magisterij, ki sem ga naredila, sem to naredila v redni službi in 2 otrocih, tako da vse sem vložila v to in ne grem iz tega. Res mi veliko pomeni služba, tudi znajdem se v njej, res mi uživam v njej, ampak ja, moj čut potem, da bi pomagala ljudem in skupnosti in tudi za naše službe še kaj več naredila, je še vedno velik, ne. Si torej tudi zgled tega, ne, ko praviš, da si dokončala izobrazbo ob 2 otrocih, zgled enega optimalnega, lahko rečeva, združevanja družinskega in poklicnega življenja? Ja, kot sem rekla, jaz verjamem, da se vse da, če se želi. Res je bilo naporno, zelo, zelo naporno, ampak ja, jaz sem dokaz, da se da, ne. Je pa verjetno tukaj zelo pomembna tudi podpora doma, ne? Pa tudi ta močna želja, o kateri govoriš, ne? Ja, podpora domačih je tukaj, brez njih ne gre, ker pač mogli so biti z otroci, veliko stvari urediti, ker jaz nisem imela časa, ker sem bila v službi pa v šoli, tako da podpora domačih mi pomeni vse. Tudi usklajevanje, ja, je bilo zelo veliko načrtovanja, tudi v službi so imeli takrat posluh, no, da sem si lahko tudi službo malo prilagodila, da sem to uspela narediti, tako da ja, to je pomemben. Imaš kakšen nasvet mogoče kakšni mami, ki koleba, ki je v kakšnem precepu, ali naj odlaša s svojimi željami, ali naj se poda? Sicer mislim, da vem, kaj boš odgovorila, ampak kakšen nasvet bi ji dala? Ja, da ne vztraja, no, da cona udobja je fajn, ampak ko greš pa ven, pa vidiš, da je lahko še lepš. Pa tudi velikokrat sem že slišala, da ko si na smrtni postelji obžaluješ sam, kaj nisi naredil, ne kaj si naredil, pa tudi, če ti spodleti, pač s tem dokažeš mogoče, da tukaj nisi najboljši ali pa poskusiš še ponovno, ampak tudi jaz sem mnenja, da pač treba poskusiti vse in to je to. Potem pa vidiš, ne, Ja, kam tako. te življenje pripelje. Tako.
Kakšne načrte imaš še do volitev? Zdaj je koliko še 9 dni, že kar nestrpno odštevamo, a ne? Ja, zdaj imamo petek, soboto malo aktivnosti, potem v ponedeljek 16. imam soočenje na zasavski oziroma na zagorski ravni, tako da si vabljeni na ogled. Zelo mi je zanimivo, pa bi rada slišala še tvoj vidik, ko vas vidim, pravzaprav kandidate, večinoma lahko rečemo, da se med sabo niste poznali, 88 različnih ljudi, ki vas je neka, bom rekla, usoda združila, ampak še vedno navdušuje me, kako se povezujete, kako skupaj prirejate dogodke, kakšna lepa energija teče med vami, kako ti vse to doživljaš? Ja, tukaj moram pa reči, da je res kapo dol vsem kandidatom in tudi za tolo skupno listo, tako kot si omenila, res kandidati nismo se večinoma prej poznali, ampak smo se res povezali ob teh druženjih, en drugmu smo v podporo, en drugmu delimo nasvete in res je dobra klima v strankah, med kandidati in res se počutim zelo dobro in tudi to me napolni z energijo, ker tudi ko bomo v parlamentu, jaz vem, da bomo še vedno se razumeli in en drugmu pomagali in svetovali in to je to, kaj si lahko želiš boljšega. Skupen boj, ne, skupni cilj, ne, kar je tudi eno sporočilo povezovanja tudi našega slogana skupaj v akcijo. Pa tudi jaz verjamem, da skupaj smo močnejši, en sam lahko marsikaj naredi, ampak skupaj lahko pa tudi gore premikamo. To je eno tako lepo sporočilo tudi, ki bi se podalo k nekemu nagovoru pred volitvami. Vedno se poudarja, kako je treba iti na volitve in ko se to reče, se misli resno, ne, ker veliko je primerov, ko odloči vsak glas. Tako je, ja. Jaz vas res pozivam in prosim, da greste voliti. Vsak glas je pomemben, vsak glas šteje. Zato, zakaj ne bi oddali svojega glasa? Povejte svoje mnenje, sej na volitvah vas nihče ne vidi, tako da je prav, da to naredite. Mi bomo pa veseli, če boste glasovali za nas, zato da bomo lahko delali dobro za vas. To mi je kar. Ja, odlično. Ko glasujte za nas, da bomo lahko dobro delali za vas. To je zelo lep slogan, mogoče za naslednje volitve. Ja, predlog. Hvala, Tanja. Me veseli, da smo z nasmehi na obrazu izpeljali in pogovor in da tako tudi zaključujeva. Veliko uspeha želim in še stisnemo do zadnjega. Ne? Ja, seveda. Mi delamo zdaj in tudi pol. Tako da lepo se imejte, pa se vidimo. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali, vabljeni v volilno kavarno, tudi ob dopoldnevih, ko snemamo podcaste. Zanimivo bo, pa tudi kava je dobra. Se vidimo.